Želim deliti z vami vašo bolečino, ki postane še močnejša, ko pomislim na otroke in celo na cele družine, katerih življenje je bilo nenadoma izkoreninjeno na tako dramatičen način. S temi besedami se je papež Frančišek obrnil na približno 1000 sorodnikov žrtev atentata v Nici, ki se je zgodil 14. julija letos. Z njimi se je srečal 24. septembra dopoldne v Vatikanu. Sveti oče ve, da trpijo v telesu in v duhu, saj jih je nasilje zadelo nekega prazničnega dne, njih ali njihove drage in sicer slepo, ne da bi se zmenilo za izvor ali verstvo. Vsakomur je tako zagotovil svoje sočutje, bližino in molitev. Drage družine, našega nebeškega očeta, očeta vseh prosim, da bi sprejel k sebi vaše drage pokojne, da bi kmalu našli počitek in radost večnega življenja. Za nas kristjane je temelj upanja umrli in vstali Jezus Kristus. To nam zagotavlja apostol Pavel. Če pa smo s Kristusom umrli, verujemo, da bomo z njim tudi živeli. Saj vemo, da Kristus, potem ko je bil obojen od mrtvih, več ne umre. Smrt nad njim nima več oblasti. Naj vam bo gotovost večnega življenja, ki pripada tudi vernikom drugih verstev, v tolažbo tekom življenja. In naj predstavlja močan povod za vztrajanje pri pogumnem nadaljevanju vaše poti tu spodaj. Papež je nadaljeval, da Boga usmiljenja prosi tudi za vse ranjene osebe, nekatere so bile grozljivo pohabljene, tako v mesu, kakor v duhu. Sveti oče tako ni pozabil niti na te, ki zaradi poškodb ali pa, ker so še vedno v bolnici, tokrat niso mogli priti v Vatikan. Cerkev vam ostaja blizu in vas spremlja z neizmernim sočutjem, svojo navzočnostjo poleg vas v teh tako težkih trenutkih, s katerimi se morate soočiti. Gospoda prosim, naj vam pomaga in naj v vaša srca položi občutje miru in bratstva. Drama, s katero se je srečalo mesto Nica, je povsod vzbudilo pomenljive geste solidarnosti. Papež Frančišek je izrazil hvaležnost vsem osebam, ki so takoj priskočile na pomoč žrtvam.